Spoštovani gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Koliko smo zdravi Slovenci? Nekateri bolj, nekateri manj. Koliko storimo za svoje zdravje? Enak odgovor. Nekateri bolj, nekateri manj. Ampak za vse nas je pomembno, da ugotovimo, kako vsaj v povprečju živimo Slovenci. Zakaj? Zaradi zaščite, zaradi preventive, zaradi tega, kar pravzaprav ali sami ali pa širša družbena skupnost oziroma Ministrstvo za zdravje in še drugi, ki so vključeni, lahko storijo za nas. In o tem, kaj se dogaja na tem področju prav zdaj, v teh dneh, se bom pogovarjala z gospo Jožico Mavčec Zakotnik, doktorico medicine, specialistko družinske medicine, ki je predstojnica Centra za krepitev zdravja in obvladovanje kroničnih bolezni na Inštitutu za varovanje zdravja. Pozdravljeni. Pozdrav. Poglejte, kaj se bo dogajalo. Namreč, lahko rečeva dejansko te dni, tik pred zdajci smo. Ja, res je. 2. junija bomo začeli že s 4. raziskavo Zdravjem povezan vedenjski slog, torej 2012, v katero je vključenih 16.000 naključno izbranih prebivalcev Slovenije, starih od 25 do 74 let. In vsi ti, ki so naključno izbrani v ta vzorec, bodo prejeli na dom pošto, v kateri je vprašalnik o vedenjskem slogu prebivalcev Slovenije, torej njih samih, ki bojo prejeli ta vprašalnik, o tem, kakšne težave čutijo za svojim zdravjem, o tem, ali vejo oziroma že imajo kakšno od kroničnih bolezni, ter tudi o tem, kako pravzaprav zaznavajo svoje zdravje, kaj storijo za svoje zdravje. Se pravi, en relativno širok oziroma obsežen vprašalnik, ki ima za namen, kot ste že povedali, ugotoviti, kako Slovenci živimo, koliko živimo z dejavniki tveganja življenjskega sloga, tudi recimo stresa med njimi, in kako smo ozaveščeni na področju varovanja zdravja. Ti podatki so zelo pomembni zato, ker služijo kot izhodišče, da lahko zaznamo velikost problema na teh področjih, kot sem jih naštela, in pa tudi spremembe, kaj se dogaja skozi čas s temi problemi oziroma dejavniki tveganja nezdravega življenjskega sloga in prisotnosti določenih dejavnikov tveganja za kronične bolezni in tudi kroničnih bolezni sami. Hvala Bogu, oziroma na srečo moram reči, da država ima toliko posluha, da omogoča zdaj že 4. izvedbo iste oziroma tovrstne raziskave. Prvič smo izvedli 2001, potem 2004, 2008 in zdaj ponovno 4. 2012. In res vesela sem, da te podatke imamo, kajti s tem, ko ljudje v teh raziskavah sodelujejo in iskreno povedo, kaj in kako živijo, mi dobimo res dragocene podatke za to, da lahko, ko se oblikujejo različni programi, politike, ukrepi, to služi ministrstvo, pa tudi širšim resorjem, drugim resorjem, da se oblikujejo politike in programi tako oziroma so usmerjeni na tak način, da podpirajo ali pa bolj učinkovito odpirajo zdrav življenjski slog. In tudi programi, ki jih oblikujejo potem javno zdravstvene inštitucije in strokovnjaki, so oblikovani, bom rekla, to je podobno, kot če bi recimo si zamislili, da bomo naredili, ukrojili obleko. In zdaj, če bomo imeli samo pravzaprav en kroj in eno številko, bo pravzaprav ta obleka na človeku, na kakšni dami zelo čudno izgledala, ne? Če pa vemo, kakšno številko rabimo in pripravimo potem oziroma sešijemo tako oblačilo, da paše nekomu z ozirom na njegovo velikost in tako dalje, potem seveda to čisto drugače izgleda, deluje. In ravno tako je s temi programi. Se pravi, ti podatki so temelj in bistveni in nujni, bom rekla, zato da vemo, ali smo na določenih področjih učinkoviti, ali se nam situacija slabša, ali se nam boljša in z ozirom na pač to potem tudi
ustrezno se ukrepi in politike in programi in vse, kar se dogaja, tudi oblikuje. Lahko rečemo, da tu delujeta in politika in stroka z roko v roki? Vsekakor, poglejte, financira to raziskavo Ministrstvo za zdravje ravno zaradi tega, ker se zaveda, da je v vseh teh letih lahko zelo učinkovito že črpala te podatke od stroke, ki potem seveda te podatke analizira in posreduje politiki ali pa javnosti ali pa tudi recimo določenim drugim strokovnjakom v taki obliki, da jih lahko leti uporabijo, kot jih pač rabijo, ali zato, da, ne vem, oblikujejo alkoholno politiko ali ustrezne ukrepe na področju zmanjševanja škodljive rabe alkohola, tobaka, za podporo zdravemu prehranjevanju, spodbujanju telesne dejavnosti, zmanjševanju stresa oziroma ukrepe na področju ustnega zdravja. In tudi kako pravzaprav vidimo, kako se gibljajo različne kronične bolezni, kot jih pač ljudje zaznavajo, da jih imajo. In hkrati tudi seveda tudi sprašujemo o ozaveščenosti ljudi, o tem, kdo jim svetuje za zdrav življenjski slog, kaj pravzaprav oni uporabljajo od tega, kar je na razpolago, tudi že recimo v zdravstvenem sistemu od preventivnih programov. Skratka, vrnjeni in analizirani vprašalniki so nek bazen zelo dragocenih in pestrih informacij za zdravstveno politiko in stroko. Poglejte, če pogledava, naključno so izbrani 16.000 jih je, recimo dejansko ljudje, ki so v tisti starostni skupini, ki je zanimiva, da se da še kaj storiti, da ni pravzaprav niti prezgodaj, niti prepozno. Koliko pa se jih odzove? No, mogoče bi še to povedala, da ta vzorec, kot smo rekli, je naključno izbran. Se pravi, Statistični urad Republike Slovenije po določenih pravilih za izbor naključno izbranega vzorca med vso populacijo, ki jo je toliko stara, ta vzorec zelo naključno izbere, ga oblikuje. To pomeni, da je tudi po regijah, po celotni Sloveniji. Zelo je pomembno, da je ta, zato je tudi 16.000 vprašalnikov oziroma ljudi vključenih oziroma vprašalnikov razposlanih, zato ker želimo v bistvu imeti ustrezno zastopanost vsake posamezne regije, tudi celo najmanjše zdravstvene regije, to je recimo na področju Koroške oziroma Ravne, Koroška zdravstvena regija, ker želimo poleg tega, da vidimo, kaj se na splošno dogaja in povprečju v Sloveniji z vsemi naštetimi problemi, ki sem jih navedla, tudi kaj se dogaja v posamezni regiji. Zato, ker v preteklosti smo zaznali, da je pravzaprav so ti dejavniki tveganja in problemi povezani z nezdravim življenjskim slogom zelo različno zastopani v posameznih zdravstvenih regijah oziroma v področjih, kjer ljudje živijo. In zato je tudi to pomembno, da potem seveda tudi z tega vidika regijske zastopanosti lahko ciljano delujemo na tisti problem, ki ga imamo. Se pravi, vzorec je naključno izbran, tudi v bistvu komisija je odobrila z vidika etičnosti in vsega, kar je potrebno. Ponovno, vsakokrat seveda se poslužimo te etične komisije, kjer pregleda vso metodologijo, varovanje podatkov, skratka vse, kar je potrebno, etična komisija pregleda in da dovoljenje se taka raziskava lahko izvaja ali ne. Potem je zelo pomembno tudi to, da ljudje, ki so v raziskavo vključeni, se pravi, je tukaj se zagotavlja anonimnost podatkov, nikoli se ne povezuje oseba, identifikacija te osebe z prikazom podatkov v javnosti, se pravi, povezovanje te zaporedne številke, ki predstavlja neko kodo za to dotično osebo, ki odgovori na vprašalnik, lahko povezuje z vprašalnikom oziroma z identifikacijo in samo nekaj, zelo majhno število ljudi, ki so tudi po svoji pravzaprav dolžnosti službeni zavezani k varovanju osebnih podatkov in se ti podatki, se pravi, nakazujejo in prikazujejo v javnosti kot zbirni podatki za recimo skupino ljudi
ne vem, iz te in te regije ali pa skupino ljudi s tako in tako izobrazbo. Skratka, za varovanje osebnih podatkov je zagotovljeno res visoko in kakovostno in pa seveda tudi strokovnost pri obravnavi oziroma pri analizah podatkov in interpretaciji. Tako da ljudje lahko, bom rekla, res zaupajo tej raziskavi. Lahko zaupajo in jaz bi res prosila, da ljudje vidijo v tem neko korist. Se pravi, s tem, ne samo zase, ampak za vse nas. Ja, se ravno to, mogoče ste me vprašala, kaj bojo prispevali ljudje s tem, ko odgovorijo na vprašalnik, oziroma kakšno odzivnost smo dosegli. Sem majčkeno skrenila spota in nisem neposredno odgovorila na vprašanje. Ljudje odgovarjajo različno. Ko smo prvič izvedli to raziskavo leta 2001, smo dobili 70% odzivnost, kar je zelo visoko. 2004 je bila odzivnost 60%, 2008 pa 50%. In ravno zato bi zelo prosila in nagovorila ljudi, da odgovoriti na ta vprašalnik in pa vrniti vprašalnik pomeni odgovorno sodelovati v oblikovanju politik in programov za dobrobit nas vseh in da s tem, ko vrnejo vprašalnik in odgovorijo na ta sicer obsežen vprašalnik, priznam, da je res obsežen, ampak se dotika različnih področij, da je to pravzaprav res velik prispevek k dobrobiti slovenske družbe oziroma k prispevek k boljšemu zdravju nas vseh. Zato je res pomembno, da ljudje ne rečejo spet nekaj hočejo od nas, spet nas nekaj sprašujejo, pa tak vprašalnik, kdo bo pa na to odgovarjal, se to nas pa pravzaprav mučijo. To je celih 8 strani. Ja, je res, veste, res je to in mogoče celo bo kakšen rekel, kakšen, ki malo slabše vidi, tako kot jaz, zakaj pa ne morejo malo večje napisati. Ampak je kar vidno, je kar pregledno, smo tudi nekatera vprašanja dali v preglednice, tako da se res lažje odgovarja in bi prosila tiste, ki so vključeni in ki ta vprašalnik dobijo, da si vzamejo pol ure časa, približno pol ure bi trajalo, da to odgovorijo tudi moški, posebno zdaj. A imate občutek, da ženske oziroma po raziskavah so ženske bolj pridne smo? Kot povsod. Kot povsod. Pri zdravju. Ampak recimo, kar bi mogoče poudarila zdaj, bom rekla junija, ko bo nogometno prvenstvo v nogometu, ko bo recimo vmes, ko bo pauza. Kako se reče, odmor. Odmor, ja, verjetno, oboje. Da bi mogoče vzeli, zdaj, če bo ravno pivo zraven pili, ne bom priporočala, ampak tudi če, zaradi tega lahko. In mogoče, da izpolnijo ta vprašalnik vmes, ko bo prvi polčas, je najdaljša pauza, verjetno. Takrat je težko čakati, ne? Pa se človek lahko še zamoti in zabava. Ja, pa recimo nekaj zelo koristnega naredijo, tako da, zelo bi, ker od 25 do 74 let. Leta 2004 smo populacijo razširili na 74 let, 2001 smo imeli samo do 65 leta. Zdaj smo razširili, ker seveda je pomembno, da vemo tudi, kaj je problem pri starejši populaciji. Skozi več nas je, ne? Skozi več je starih toliko in več, seveda. Tako da tam, kjer ljudje ne morejo vsega tega sami napisati, jim lahko sicer kdo od domačih pomaga, vendar odgovori naj bodo od tistega, na katerega se vprašanja nanašajo, ne od vnuka ali pa od sina. Tako da pomoč je že dobrodošla, vendar informacije morajo biti od tega, ko ga sprašujemo. To se pravi, poglejte, povedali ste dejansko tisto, kar je najbolj pomembno, da so podatki varovani, da tu ne prihaja do nobenih zlorab, zato je tudi seveda smiselno in logično, da se odgovarja resnično po pravici. In predvsem, rekla bi, saj zame, takole, ko vas poslušam, je zelo pomembno, da brez takih podatkov je težko dolgoročno načrtovati zlasti preventivo in seveda vsi vemo, kako pomembno je to. Mogoče bi povedala še to. Poglejte, zdaj tisti, ki bo ta vprašalnik dobil, bo sam opazil, da sprašujemo po podatkih, ki so neki splošni podatki, vendar so zelo, zelo pomembni za obrazložitev problema. Kaj je namreč zelo pomembno?
na zdravje ljudi in tudi na vedenjski slog ljudi izredno pomembno vpliva izobrazba, mesto bivanja, recimo, ali je to vzhodna Slovenija, osrednja Slovenija, zahodna Slovenija, a je to ruralno, kmečko okolje, primestno, mestno. Zelo, zelo se razlikuje vedenje ljudi z ozirom na take podatke. In kar je zelo pomembno, in to se čedalje bolj tudi upošteva v različnih programih in upam, da se bo čedalje bolj tudi v politikah in pa v usmeritvah države, je, da socialne determinante, med katere štejemo izobrazbo, zaposlenost, potem tudi družbeni sloj, različne podporne mreže, ki jih ljudje imajo v svojem okolju, izredno pomembno vplivajo na vedenjski slog in na zdravje. In to se opaža tudi pri analizah podatkov iz prejšnjih 3 raziskav, da se ljudje, ki imajo, se pravi, ki so manj izobraženi, ki so nezaposleni, poklic je tudi izredno pomemben pri vedenju ljudi. In ti ljudje, kot sem jih naštela, ljudje z osnovno šolo, srednjo šolo ali pa poklici, ki so poklicna šola, srednja šola oziroma pač ti poklici, ki so vezani recimo na gradbeništvo, živijo ljudje veliko bolj nezdrav življenjski slog, veliko bolj pogosto obolevajo za kroničnimi boleznimi, tudi pričakovana zdrava življenjska doba je krajša, tudi sicer pričakovana življenjska doba. Se pravi, obstajajo velike razlike ali pa recimo kar znatne razlike v zdravju različnih socialnih skupin. In to je pomembno, zakaj je to pomembno? Iz 2 vidikov. Da država, odločevalci, ne samo Ministrstvo za zdravje, pravzaprav drugi bolj kot Ministrstvo za zdravje, vlada v celoti oziroma resorji, kot so kmetijsko, Ministrstvo za šolstvo oziroma tista ministrstva, ki delujejo na področju determinant zdravja, se pravi zaposljivost, zaposlenost, izobraževanje ljudi, da se oblikujejo taki pogoji, da zmanjšujejo te razlike v socialnih determinantah, kot sem rekla, da bi bilo čim več ljudi više izobraženih, čim več ljudi zaposlenih, da bi ljudje imeli v svojih okoljih v bistvu take pogoje za življenje, da se čutijo varne, da se imajo na koga obrniti, kar nekaj rabijo, od vidika, ne vem, vzgoje in izobraževanja, da ima mamica se obrniti kam, ko rabi varstvo za otroka. Se pravi, vse to, kar smo mi imeli v preteklosti, je zelo pomembno vplivalo, da so te razlike v zdravju, recimo posebno pri ženskah, manjše kot v drugih državah, pa tudi manjše kot pri moških. Se pravi, različne socialne, zaposlitvene politike so zelo pomembne in vplivajo na to, kako se ljudje vedejo, kako živijo, življenjski slog in tudi zdravje ljudi. In vse to, kar tukaj noter mi zbiramo, nam služi za to, da znamo interpretirati, se pravi razlagati, zakaj se nekateri tako vedejo kot drugi, zakaj so eni bolj bolni kot drugi in potem tudi svetovati, recimo tudi politiki, dati ustrezne predloge, kako oblikovati politike, programe, pogoje za zdravje in življenje, za kakovost življenja, da bojo ti čim boljši. To je zelo pomembno. Poglejte, saj vprašalnik se pravzaprav dotika marsičesa, takole, ko ga človek pogleda, dejansko vseh tistih dejavnikov, ki so tudi dejavniki tveganja za hude bolezni, recimo za srčne, ki pobirajo davek in to težak davek, ne samo recimo za morda neke druge preventivne stvari. Namreč gre celo za te najpogostejše vzroke umrljivosti, ki jih na ta način lahko preprečimo. Ja, poglejte, zelo pomembno je, kot sem že povedala, vsi ti splošni podatki nam dajo uvid, pač odkot oseba izvira oziroma kakšne so njegove izobrazbena struktura in vse drugo. In potem tudi se to vse skupaj navezuje na druge zahtevane ali pa povprašane
povpraša na področju, recimo, koliko ljudi uporabljajo zdravstveno storitev, kakšen življenjski slog živijo, kako se udeležujejo preventivnih programov, kje, recimo, zelo zanimivo je, koliko, recimo, koristijo preventivne programe, ne vem, ljudje iz visoke socialne skupine ali pa iz nižje socialne skupine, izobraženi, manj izobraženi. Kako ljudje, v bistvu, koliko je prisotnih kroničnih bolezni med različnimi populacijskimi skupinami in kako pravzaprav ocenjujejo svoje zdravje eni ali drugi. Zanimivi so mogoče nekateri podatki, ki izhajajo iz prejšnjih 3 raziskav. Veča se delež tistih ljudi, ki ocenjujejo svoje zdravje kot dobro ali zelo dobro, kar je seveda dobro. Od 2001 do 2008 se je delež tistih, ki ocenjujejo svoje zdravje, povečal za približno, mislim, da okrog 6%, ampak to pomeni statistično pomembno in to tudi v skoraj vseh skupinah, tudi tistih z nižjo izobrazbo in nižje družbene lestvice. To je dobro. Kako bojo zdaj ljudje v tem času zaznavali, se pravi od 2008 pa zdaj, kakšna sprememba je z ozirom na to, kar se zdaj v družbi dogaja v času ekonomske krize, recesije in vseh teh ukrepov, bo zelo pomemben podatek o spremembi tako v življenjskem slogu kot tem zaznavanju kakovosti življenja in pa zaznavanja recimo dobrega počutja. Zelo pomembne spremembe, kar nekaj sprememb dobrih je recimo v trendu, se pravi sprememb od 2001 do 2008, je, da se kljub tej naši mokri kulturi, se pravi v uživanju alkohola, se pravi delež tveganih pivcev, to je tistih, ki uživajo alkohol na tvegan način, se pravi ženske več kot 1 deci recimo vina ali pa 0,3 žgane pijače ali pa eno malo piva na dan, moški pa več kot 2 te merice alkohola, se je zmanjšal od 14 na 9%. To je zelo pomemben upad. Zmanjšal se je tudi delež tistih, ki se opijajo na tvegan način. Tukaj pa mislimo definicijo tako, to se pravi tiste osebe, ki naenkrat ob eni priložnosti, moški popijejo več kot 6 teh enot, ženske pa več kot 4. To je posebno pomembno, se pravi to, kar sem prej govorila, tvegano pitje je zelo pomembno na dolgi rok, na vpliv na zdravje, vse sorte škodljivega vpliva ima alkohol na zdravje. To tvegano upijanje pa je pomembno posebno za neposredno akutno vedenje, se pravi v tistem trenutku, ko se ljudje upijejo, ker je zelo pomembno na nevarno obnašanje, posebno v cestnem prometu in delež teh tveganih upijanj se je tudi zmanjšal, vendar ne v vseh skupinah. Tudi pomembno je to, da v bistvu tisti, ki pijejo na tvegan način redno, se pravi pijejo več kot tisto, kar je nekje še sprejemljivo, je v starostni skupini od 55 do 65 let, se pravi ti starejši možje in žene, medtem ko ta tvegano upijanje je pa prav pri tej mladi skupini od 25 do 30 let. To so pravi tisti, ki grejo na zabave in se upijajo. Se pravi, to je pozitivna sprememba. Tukaj lahko rečemo, da je stvar v redu se spreminjala. Kar je pa mogoče ob vseh teh sicer mnogih ukrepih pa preventivnih akcijah, pa tisto, kar bi želeli, da bi se delež uživanja zelenjave povečal, pa se pravzaprav ni, je upadel. In sicer delež tistih, ki uživajo zelenjavo 1 ali večkrat na dan, se je zmanjšal in sicer od 67 na 56%. Seveda so vsa ta zmanjšanja in upadi bolj pogosti pri teh, ki so socialno ogroženi ali neizobraženi. Torej, vse to lahko spremljamo. Tudi nekako delež tistih, ki uživajo vsaj enkrat na dan sadje, se je sicer
povečal, ampak nam je popadal delež tistih, ki uživajo večkrat na dan sadje. Tako da tukaj na področju sadja in zelenjave ni prišlo do teh najbolj zaželjenih premikov, trendov, da bo potrebno tukaj pravzaprav pri odrasli populaciji več delati na tem. Osveščanje, ne? Tako, ja. Glejte, še dobri 2 minutki imava časa. Zanima me, kje bodo objavljeni ti rezultati oziroma kdaj računate, da bodo ti rezultati tega zadnjega vprašalnika, ki bo pač zdaj v nekaj dneh zunaj in v naših nabiralnikih, bodo znani? Poglejte, vse te raziskava oziroma vsi ti podatki iz prejšnjih 3 raziskav bodo zdaj že na spletni strani, mogoče vi poveste, kaj imate napisano? Lahko, ja, imam napisano http ali pa če naredimo 3x2v, anketa.ivz.si in potem poševnica Cindi. Ja, tukaj ste zdaj mogoče naredili napačno informacijo. To, kar ste vi zdaj povedali, to je spletna stran, kjer bodo ljudje lahko odgovarjali na spletno anketo. To so mogoče pozabili poudariti. Se pravi, možno bo odgovoriti preko pošte oziroma bodo v kuverto, ki jo bodo ljudje prejeli, vrnili izpolnjen vprašalnik preko pošte, lahko bodo pa preko te spletne strani izpolnjevali tudi spletno anketo, kjer bojo se pač direktno vnesli podatki. To pomeni, to je ta spletna stran, ki sem jo prebrala. Najbolje, če jo še enkrat. To bojo ljudje vsi dobili v dopisu, tako da ni potrebno. Bi pa mogoče, se pravi, rezultati anket in analize teh prejšnjih raziskav 2001, 4 in 8 so pa dostopni na spletni strani www.cindi.slovenija.net. Tudi to mogoče se lahko izpiše, da ljudje vejo. Seveda. Tako da, poglejte, za tiste, ki so mlajši, ki jim je ljubo tudi uporaba računalnika, lahko to res mimogrede naredijo v obliki spletne ankete. Tisti, ki so pravzaprav bolj navajeni na pisanje, izpolnijo vprašalnik, zapakirajo v kuverto, ki je priložena, in vrnejo nazaj na naslov, ki je priložen. Mogoče bi še to poudarili. Ljudje bodo imeli v bistvu možnost dobiti informacije tudi po telefonu, namreč sodelujoči zavodi za zdravstveno varstvo, regijski, bodo v tem času, ko se bo anketa izvajala, se pravi v mesecu juniju in prve polovice julija, bodo na razpolago in v dopisu, ki ga bojo ljudje prejeli, bo tudi telefonska številka, preko katere se lahko obrnejo na regijske zavode za zdravstveno varstvo, kjer bodo dobili odgovore, če jim bo karkoli nejasnega. Ja, namreč tudi takole, recimo to uporaba zdravstvenih storitev in podobno, to dejansko pride človeku na misel, da lahko odgovarjaš nekaj na pamet, se ne spomniš točno ali pa poiščeš prave podatke. Tako, karkoli bodo rabili v zvezi z navodili za izpolnjevanje vprašalnika, bodo lahko na tisto številko, ki bo napisana za regijski zavod za zdravstveno varstvo, ker je pač tudi pozorec tako razdeljen, bodo lahko se obrnili na strokovnjaka, ki jim bo svetoval. Hvala lepa in seveda, kaj naj rečem, spoštovane gospe, dragi gospodje, če boste dobili vprašalnik, odgovorite, ne samo zaradi vas, zaradi nas vseh. In če kdaj, potem je ravno v teh časih pomembno, da stopimo skupaj. Na področju zdravja, pa tudi še kje drugje. Hvala lepa, nasvidenje. Nasvidenje.